Najlepša hvala. Torej, Andrej Kržan, prihajam z Kemijskega inštituta in pravzaprav bom podal poročilo za dve skupini, ki se obe ukvarjata z multikomponentnimi materiali. Torej, najprej seveda, kaj so ti skrivnostni multikomponentni materiali, da pojasnim popolnoma jasno, to so nekovinski materiali, s katerimi živimo vsak dan, jih vsak dan uporabljamo. Mi smo dali poudarek, ki ga sedaj tudi ne spreminjamo, nekaterim skupinam teh materialov. To so premazi, torej barve in premazi, seveda, potem smole, kiti, lepila, tudi multikomponentni materiali, ker so vsi zmes. Vsi ti materiali seveda temeljijo na polimernih materialih. Tukaj torej kovin ni. Potem pa v, recimo, mogoče drugačni obliki, pa kompozitni materiali in vlakna in tkanine. Rečemo pametna vlakna in pametne tkanine. Upamo, da bodo pametni. In to je torej zelo raznolika skupina, mogoče drugače od teh drugih skupin, o katerih smo govorili. Imamo ogromno igralcev, pa tudi sektorji so zelo različni in tudi ločeni. Tako da gre za mogoče drugačen pristop. V tej raznoliki skupini smo imeli zelo odkrite pogovore, že prej, pa tudi danes spet, predvsem na tri teme, ki se dotikajo trenutnega dogajanja, torej digitalizacija, potem zeleni, trajnostni prehod in seveda investicije. Glede digitalizacije je izziv predvsem podobno, kot so govorili moji predhodniki, v digitalizaciji proizvodnega procesa na različne načine. Tukaj gre lahko za dvojčke, gre lahko samo za boljšo kontrolo, nadzor in vodenje procesa, ali pa res za avtomatizacijo, kot recimo avtomatsko proizvodno, naprimer torej avtomatizacijo v proizvodni kompozitnih materialov, kar je zelo resen izziv in tudi ovira za razvoj recimo sektorja. Potem druga točka, zeleni prehod oziroma trajnostne rešitve, pa brezoglično oziroma katerikoli vidik želite izpostaviti. To je danes vključeno pravzaprav v vsak razvoj. V skupini se nam zdi, da to je del, ki mora biti vključen v kakršenkoli razvojni korak, pa naj si gre za zmanjšanje porabe energije, za zmanjšanje izpustov, za uporabo obnovljivih virov. To je pri nas v naši skupini vse aktualno in to je vključeno, mora biti vključeno v kakršenkoli razvojni korak. Investicije. Naša podjetja imajo zelo jasne in tudi zelo smele načrte za investicije. Popolnoma jasno je, da so v sektorju, ki proizvaja izdelke, ki jih srečujemo vsakodnevno, skoraj na vsakem koraku, mislim, da se jim ne morete izogniti. In tukaj ni vprašanje, ali se poraba in proizvodnja teh materialov in tudi izdelkov povečuje. Ja, se povečuje. Vprašanje je samo, kdo bo te proizvode in te materiale proizvajal. Bo to naša industrija ali bo to nekdo drug, kot je recimo izpostavil dr. Vostner pravzaprav v svojem prvem nagovoru danes. To je vprašanje. Tako da investicije tečejo, je pa seveda vprašanje, ali je tu zadostna podpora, da investicije stečejo hitro in v nekem večjem obsegu, ali pa bo šlo malo počasneje in v manjšem obsegu. To je izziv, ki ga naši člani imajo. Največji poudarek smo v zadnjem času dali kompozitni skupini, torej proizvajalcem kompozitov. Tu imamo zelo lep nabor v bistvu verige vrednosti
ker lahko združimo proizvajalce smol, proizvajalce vlaken, proizvajalce kompozitov ali kompozitnih izdelkov in proizvajalce končnih izdelkov, naprimer jaht, letal in tako naprej. Torej imamo izjemno lep sklop, v katerega seveda sodijo potem tudi raziskovalne organizacije, ki lahko nudijo podporo. Torej, na tem področju smo pripravili zelo konkreten predlog za pilotni center, ki bi predvsem omogočil proizvajalcem, ker jih je mnogo, da lahko najdejo odgovore na 3 ključna vprašanja glede kompozitnih materialov. To so novi materiali in nove kombinacije, torej ni več samo poliestra za steklenimi vlakni, ampak imamo danes nabor kombinacij, ki je bistveno večji in ti materiali so izziv, to je nekaj, kar se razvija. Potem druga točka je avtomatizacija, ali lahko avtomatiziramo in do katere mere proizvodno, ker bo to proizvodno povečalo. Če se kdo sprašuje, zakaj nimamo več avtomobilov, ki bi bili narejeni iz kompozitov, mislim, da je tu odgovor. S tem, da seveda, naprimer, letalstvo že kaže pot naprej. In potem seveda še en izziv je recikliranje teh materialov. Po koncu uporabe kompozitni materiali so težavni za recikliranje. Za razliko od, naprimer, aluminija, ki ga je izpostavil dr. Medved. In tu so potrebne nove rešitve. Naši proizvajalci nimajo nekega skupnega centra, kjer bi lahko preizkušali nove tehnologije, nove rešitve in prešli neko pilotno fazo, ki ni proizvodna faza, ampak se teže približuje. In to bi radi združili v pilotnem centru. Tukaj je popolnoma jasno izražena podpora ključnih igralcev in teh igralcev v Sloveniji kar nekaj za svojimi uspešnimi blagovnimi znamkami in to želimo podpreti. Mogoče bom še eno minuto vzel, da dam tu primer, prav na kompozitnem področju, kako takšen center lahko naredi razliko. V 70 letih prejšnjega stoletja je Elan ustanovil inštitut za kompozitne materiale. Fiberglass, je bil takrat tak nek super nov tehnološko napreden material, poliester s steklenimi vlakni. In iz tega inštituta, ki je bil kasneje potem ukinjen in tako naprej, lahko še danes najdemo vezi v skoraj da vse proizvajalce kompozitnih materialov po Sloveniji. In tako, če se kdo kdaj sprašuje, zakaj se na Gorenjskem izdeluje jahte, pa v Sloveniji letala, pa čelade, pa dele za helikopterje, je ta vez nazaj. In tukaj imamo tak izjemno lep, po mojem tudi poučen primer, kako investicija v en skupni center, kot je bil ta v Elanu, ima posledice dolgo potem. Danes smo 50 let potem. In vam povem, da jaz tega pravzaprav nisem vedel, ampak ko sem govoril z vsemi temi predstavniki podjetij in z razvojniki, sem ugotovil, ker so mi tudi sami potem povedali, kam grejo vse vezi. Tako da pilotni center te vrste ali pa pilotni centri take vrste so po mojem izjemno dobra investicija za našo prihodnost. Tako da, če zaključim, naša podjetja imajo načrte, imajo programe, imajo trge, izdelke, smelost in potrebujejo podporo. Hvala.